Ker so se v Sloveniji preveč namnožili volkovi in medvedi, ki ogrožajo življenje in premoženje lokalnega prebivalstva, je vlada za zmanjšanje njihovega števila sprejela interventni zakon. Ta bo na dnevni red vlade umeščen v kratkem. Po njem bo izveden izredni odstrel 11 volkov in 175 medvedov. Ja, znebili se bomo 11 volkov in 175 medvedov, kar pomeni, da bomo za volkove organizirali odstrel, za medvede pa genocid. Čeprav je zakon sprva spisalo kmetijsko ministrstvo, se je za njegovo uveljavitev zavzel še okoljski minister Simon Zajc. Kar je precej logično, ker če Zajc koga namara, sta to volk in medved. Do zdaj sta ona dva lovila zajca, zdaj bo pa Zajc lovil njiju. Minister Zajc očitno želi obračunati z vsemi svojimi nasprotniki, saj naj bi na Koroškem že pričel graditi tudi delovno taborišče za lisice. Kljub temu pa ministru tako kmetje kot opozicija očitajo, da je z odstrelom predolgo zavlačeval. Na okoljskem ministrstvu morajo torej paziti, da po volku in medvedu ne bo naslednji na vrsti za odstrel prav Zajc. On v Sloveniji za razliko od volka ni zaščiten. Zdaj pa novost za vse delavce. Kmalu se nam obeta uvedba novega sistema, kjer bodo prav vsi zaposleni beležili svoj delovni čas, njihova evidenca pa bo vidna državi. Do konca leta se zasebnemu in javnemu sektorju obeta spletno merjenje delovnega časa s ciljem boljših evidenc. Izkoriščanje delavcev je namreč najpogostejša kršitev, kar zadeva delovni čas, največ pa jih je med gostinci, gradbeniki in trgovci. V praksi to pomeni, da bodo delavci na gradbišču morali pred malco prostiti, če jim lahko z žerjavom dostavijo terminal, da se pofočkajo. V gostinstvu pa bodo natakarji po novem okoli pasu nosili 2 terminala. Enega za plačila s kartico, druga pa za beleženje chick-paus. Bomo pa z uvedbo tega novega sistema končno dobili odgovor na vprašanje, koliko časa traja, ko nekdo na šihtu reče, sam en čik skočim. Na uvedbo novega sistema se že zvračajo očitki, da bo s tem delavec moral delati samo še eno stvar več. Ampak po drugi strani beleženje prihodov in odhodov bo vzelo vsaj 2 minuti vašega delovnega časa, kar na leto znese natanko 8 ur. Torej smo z uvedbo novega sistema pravkar pridobili nov dela prost dan. Dan svetega terminala. Kar pa v uvedbi novega sistema menijo zaposleni Slovenci? Gospa Tjaša pa, da gre za prevelik poseg v zasebnost. To je tako neumno, ker, a veste, noben ne dela točno do sekunde. To je blazna pomik nazaj v sistemu. Ja, zaposlene skrbi, da bi nov sistem preveč posegal v njihovo zasebnost. Hitro se lahko namreč zgodi, da bodo delodajalci nadzorne terminale inštirirali kar na WC-jih in namerili, koliko časa rabimo za upravljanje velike potrebe. Če se bo to res zgodilo, pol saj upam, da bojo tudi ti rezultati javno dostopni na spletu, da bomo lahko končno videli, kdo v naši firmi najdlje časa serije. Okej? Okej? Problem realizacije novega sistema pa je, da imajo nekateri poklici malce bolj fleksibilen delovni čas. Vprašanje pa je, kako bodo beležili delo specifičnih poklicev, profesorjev, raziskovalcev, umetnikov. Pa kako bo pri nekem glasbeniku v filharmoniji, ki dobi idejo ob polnoči? Glede profesorjev in raziskovalcev se strinjam, glede glasbenikov pa obstaja enostavna rešitev. Pač namontiramo terminale direktno na inštrumente. Violina bo imela GPS senzor, ki bo spremljal premikanje. Flavta bo imela merilnik pretoka, triangel, bomo pa ukinili, kaj brez veze, kdo rab triangel. Kratke novice. V Ljubljani je ta teden potekala vsakoletna podelitev žarometov, hvala, nagrad za dosežke na medijskem prostoru. Bolj kot to, da je nagrado za najboljšega voditelja razvedrilne TV oddaje prejel Jure Godler, je presenetila izbira nagrajenca za spletno osebnost leta. Favorita Cirila Komotarja, ki rad govori o avtih, ter Kul Fotra, ki rad govori o otrocih, je premagal Borut Pahor, ki rad govori o sebi. Bolgarska policija je aretirala 16-letnega najstnika, ki je načrtoval teroristični napad z doma narejenim eksplozivnim sredstvom, pri čemer pa so ga ujeli in policiji prijavili kar njegovi lastni starši. Pri tem velja podati opozorilo, da tudi sami preverite, če se vaš najstniški sin v svoji sobi igra z ničim trdim in podolgovatim, kar lahko vsak hip raznese. Bizarna vest prihaja z letališča v britanskem mestu Manchester. Eden izmed potnikov na letalu za Islamabad je namreč poskrbel za 7-urno zamudo,
ker je med iskanjem toalete pomotoma odprl zasilna vrata. Gre za povsem razumljivo napako, saj je gospoda tiščalo na veliko potrebo. Na zasilnih vratih pa je pisalo: odprite samo v nujnem primeru. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!